Spoštovane gledalke in gledalci, dober dan vam želim. Za varnost in zdravje pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu v zadnjih 30 letih nismo znali najbolje poskrbeti, saj se je več kot 1500 nesreč pri teh opravilih končalo smrtnim izidom. Poglejmo, kje so vzroki za takšno stanje in kako so urejeni predpisi na tem področju. Največ nezgod pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu se je v obdobju zadnjih nekaj desetletij zgodilo pri uporabi strojev, predvsem traktorjev. Povprečno smo letno beležili 25 nezgod s smrtnim izidom pri delu s traktorjem. Od 10 do 20 najtežjih nezgod pri delu v gozdu, ob tem pa so se dogajale tudi nezgode v kmetijskih zgradbah pri delu z živalmi, zastrupitve in podobno. Stanje na tem področju se v zadnjem času precej izboljšuje. Če pogledamo samo dve te najbolj problematični področji, pri delu z traktorji je z 70 mrtvih pred 25-30 leti število padlo v zadnjih letih pod 10. Pri delu v gozdu je pa število sicer padlo z tam okoli 15, v zadnjih letih na okoli 10. Katastrofalno leto pa je bilo leto 2011, kjer je umrlo 18 zasebnih lastnikov gozdov in še 3 poklicni delavci. Lansko leto, to se pravi v letu 2012, je bilo stanje v gozdarstvu na povprečju, kar pomeni žal spet 10 mrtvih pri delu v gozdu, pri nesrečah z traktorji pa so umrli 4 vozniki, 3 pri delu in 1 na cesti. Kje so vzroki za takšno stanje? Poglavitni vzroke vidimo v tem, v podcenjevanju nevarnosti, češ meni se ne more nič zgoditi, poleg tega pa še pomanjkljiva usposobljenost, praktično neuporaba osebne varovalne opreme, posebej pa v gozdu. Če pa nekoliko strukturiramo na te dve najbolj pogosta primera, pri nesrečah z traktorji s tem smrtnim izidom je še vedno vzrok v tem, da traktorji brez kabine in brez loka pokopljajo voznika pod sabo, ko se prevrne. Namreč v Sloveniji še vedno tam od 20 do 25 tisoč traktorjev, ki niso bili nikoli registrirani in ti praviloma nimajo ne loka, ne kabine. Pri delu v gozdu je pa to množica malih posestnikov, ki se občasno odpravijo za delo v gozd in razne motorne žage, ki si jo kupijo, nimajo nobene osebne varovalne opreme, ne čelade, ne protivreznih hlač, poleg tega pa praviloma nobene usposobljenosti. Sej je ogromno tega prizadevanja, pa v povprečju je še vedno tako. Varnost in zdravje pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu ureja več predpisov. Najpomembnejši pa so predpisi z področja prometa ter varnosti in zdravja pri delu. Leta 2011 je bil sprejet zakon o motornih vozilih, po katerem mora biti vsak traktor, tudi tisti, ki ga uporabljate izven cestnega prometa in ni registriran, opremljen z varnostnim lokom ali kabino. Področje varnosti in zdravja pri delu pa ureja zakon, ki je v veljavi od konca leta 2011. Ta zakon kmetom nalaga obveznosti za delavce na kmetiji, deli pa jih v 3 skupine. Prva skupina so praktično kmetije, ki imajo zaposlene delavce. Naj si bo tuje delavce ali pa lastne domače družinske člane, vendar poudarek je na zaposleni v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, kar pomeni, da so zavarovani kot delavci in da prejemajo plačo. Za te kmetije velja, da morajo izpolniti vse zahteve, ki velja za vsakega delodajalca, za katerokoli podjetje. Torej, morajo pripraviti izjavo o varnosti, skrbeti za usposabljanje delavcev, za osebno varovalno opremo, za preglede delovne opreme, preglede strojev, če se osredotočimo samo na te najbolj pomembne dele oziroma najbolj pomembne naloge, ki jih morajo opraviti. Druga skupina, ki je veliko večja, ocenjujemo, da gre to v Sloveniji za približno 11 tisoč kmetij, so tako imenovani samozaposleni oziroma samozaposleni. Med ostale samozaposlene, kot so na primer samostojni obrtniki, frizerji, duhovniki ali pa podobne poklicne skupine, spadajo tudi kmetije, kjer nosilci dejavnosti so v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovani kot kmetje. Delo na kmetiji pa opravljajo sami oziroma v sodelovanju s svojimi družinskimi člani. Za te
za to skupino, ki je bila po prejšnjem zakonu spadala med delodajalce, je sedanji zakon nekoliko olajšal te obveznosti, kar pomeni, da morajo sami oceniti, ali na njihovi kmetiji obstaja tveganje, naj si bo pri osnovni kmetijski ali pa dopolnilni dejavnosti. In če ocenijo, da je tveganje obstajajo, morajo sprejeti izjavo oziroma pripraviti izjavo o varnosti, zagotoviti vse ukrepe za preprečitev nevarnosti pri delu in za ohranitev zdravja. Sicer pa zakon tej skupini nalaga, da morajo poskrbeti za osebno varovalno opremo in pa za požarno varstvo ter prijaviti nezgode, če se jim zgodijo pri delu. Zadnja skupina, ki jo pa zakon o varnosti in zdravju sploh ne obravnava, je pa najbolj problematična v našem kmetijstvu in v tej skupini se zgodi tudi največ nezgod. Približno 50 000 kmetij je takih, ki tudi aktivno kmetujejo. To pa so ljudje, ki so ali pa smo zaposleni nekje drugje, kmetujemo pa popoldne ali upokojenci. To skupino, kot rečeno, zakon o varnosti in zdravju pri delu ne zajema. Ker se pa tu zgodi največ nezgod in ker je to najhujši družbeni problem, bo pa za to skupino te najbolj osnovne obveznosti predpisal zakon o kmetijstvu, ki je trenutno v spremembi. Zelo nasplošno lahko povemo, da bo ta zakon predpisal za področje gozdarstva obvezno uporabo osebne varovalne opreme in usposabljanje za vse, ki se bojo ukvarjali z sečno in spravilom lesa, za kmetijstvo pa usposabljanje in osebno varovalne opreme za vse, ki tudi aktivno kmetujejo. Skrb za osveščanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu je tudi eno izmed osnovnih poslanstev slovenskih strojnih krožkov. Že s osnovnim namenom strojnih krožkov, to je opravljanje storitev, pa spodbujanje opravljanja storitev, neposredno prispevamo k varnosti, saj storitev opravljajo praviloma z novejšimi stroji, tudi kmetje, ki več delajo s svojimi stroji, so bolj usposobljeni, tako naročniki storitev niso izpostavljeni nevarnostim, kot če bi delo upravljali s svojim strojem, ki je praviloma starejši, tudi manj varen. Strojni krožki organiziramo številne predstavitve strojev in dela z njimi. Pri vsaki taki predstavitvi se daje poudarek na varstvu pri delu in zdravju pri delu. Če pa je ta prireditev gozdarsko obarvana, pa tudi velik poudarek na varnem delu z motorko in varnem delu v gozdu. Že nekaj časa načrtujemo obsežnejšo brošuro Kmetijska vozila na cesti. Upam, da jo bomo kmalu tudi izdali. Vsa leta, odkar strojni krožki obstajajo, to je že letos, mislim, da bo 20 let, pa člane oskrbujemo tudi z obleko. Ponosni smo na to, da našo obleko kopirajo tudi ostali izdelovalci oblačil, pa tudi avstrijski strojni krožki. V 20 letih smo prodali preko 10 000 kombinezonov delovnih, kar je povprečno 2 na člana. Svojo ponudbo tudi širimo, tako imamo sedaj v kolekciji gozdarsko obleko in čelado najvišjega cenovnega razreda. Pripravljamo pa tudi projekt oskrbe z označevalnimi tablami za počasna in kmetijska vozila. Strokovnjaki opozarjajo tudi na hitra in pogosto neustrezna usposabljanja z področja varnosti pri delu, ki se v zadnjih letih pojavljajo na našem podeželju. Pred obiskom izobraževanja je dobro, da se prepričamo, če je res uporabno in koristno. Je že tako, da je dejavnost varnosti in zdravja pri delu tudi dejavnost in poleg samega zagotavljanja varnosti, ki morajo opraviti ali kmetje ali delodajalci, lahko strokovne storitve najamejo od podjetij ali pa posameznikov, ki to ponujajo na trgu. Res pa se občasno, posebej za kmete, pojavijo razna povabila, da bi opravili nekaj urni tečaj, naprimer tečaj z motorno žago v kakšni gostilni ali pa podobne zadeve. V tem primeru
svetujemo vsem, ki dobite taka vabila, da se obrnete ali na kmetijsko svetovalno službo ali pa na Zavod za gozdove, kjer preverite, če je to za vas sploh potrebno. Ni najslabše to, da mislimo, da plačamo tisti denar in zato dobimo bore malo. Najslabše je, da mislimo, da smo upravili neko obveznost, predvsem pa, da smo se usposobili za varno delo, smo pa v zablodi. V primeru, ko gre pa za recimo še hujše primere, ko vam ponujajo razne revizije izjav, ki jih sploh ne potrebujete ali pa podobno, pa svetujemo, da se obrnete na Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Kako pravzaprav izboljšati stanje na tem področju? Kaj lahko storijo zaposleni v kmetijstvu sami in kaj bi morali narediti kot družba, da bi stanje izboljšali? Izboljšanje stanja in sploh zagotavljanje varnosti zdravja pri delu je permanenten in dolgoročen proces. Vsak posameznik lahko naredi zelo veliko. Najprej je pomembno, da se najprej vsak zaveda, da se vsakmu lahko zgodi nezgoda in da je pri delu, ki ga upravlja, obstaja cel kup nevarnosti. Da nosi odgovornost zase in tudi za vse ostale, ki se nahajajo pri delu, naprimer za otroke, ki sami še ne morejo oceniti teh nevarnosti. Da se trudi za izboljšanje tehnične opremljenosti. To pomeni, da tiste stroje, tiste naprave, ki jih ni mogoče zagotoviti, da bi varno delali, da se jih odstrani iz kmetije in v primeru, ko ne moramo kupiti nove naprave, novega stroja, si raje koristimo storitve, kot pa delamo z nevarno napravo. Potem pomembno je tudi, da sledimo predpisom, da tisto, kar je že tako in tako obvezno, naredimo, da se pa tudi prostovoljno usposabljamo in tudi, ko ne moramo odstraniti določenih nevarnosti, recimo pri delu gozdno, da obvezno uporabljamo to osnovno osebno varovalno opremo, ki nam lahko prepreči poškodbo, ko se že ta neka nevarnost pojavi. Seveda je pa velika odgovornost tudi na družbi kot celoti. Ne smemo namreč pozabiti, da če zelo grobo ocenimo, da en mrtev v kmetijstvu in gozdarstvu dolgoročno stane družbo kot celoto, to pomeni družbo in družino, celo 650 tisoč na leto, da so to enormne številke, da je teh 1500 mrtvih in še nekaj v zadnjih 30 letih stalo slovensko družbo skoraj milijardo evrov, kar pomeni, če preračunamo na traktor 100 konjskih moči ali 75 kW, v zadnjih 30 letih enormnih 20 tisoč, komaj verjetnih 20 tisoč traktorjev. In zato ima družba pravico in dolžnost, da se aktivno vključi v to problematiko. Družba mora poskrbeti s svojimi institucijami za dosledno izvajanje sprejete zakonodaje. Seveda sprejeta zakonodaja mora biti pa taka, da je tudi izvedljiva v praksi. Potrebno je sistematično preventivno delo tako obstoječih javnih služb, kot tudi še dodatne naloge, ukolikor se oceni, da jih je potrebno dati tem službam ali pa ustanoviti nove službe. Potrebno se je tudi zavedati, da investicije ali javna sredstva, ki jih dajemo v nove stroje, niso samo izboljšanje tehnologije, ampak je vsak nov stroj, ki ga pripomoremo, da se na kmetiji kupi z javnim sredstvi ali pa delno z javnimi sredstvi, pomeni povečanje varnosti. In to, kar smo povedali že na začetku, za družbo je pomembno, da se zaveda tudi te ekonomskega vidika varnosti in zdravja pri delu in da se vsaka investicija bogato povrne. Kmetije v Suhi krajini se lahko pohvalijo z bogatim izročilom domače obrti. Naša ekipa se je mudila na razstavi suhokranjskih dobrot, ki je postala že tradicionalna, saj so jo prvič ob dnevu kulture pripravili pred 17 leti. Predstavljajo pa se nam tudi nekateri mojstri in mojstrice domače obrti z teh krajev. Čeprav je v Suhi krajini tudi nekaj večjih in proizvodno intenzivnih kmetij, so že v preteklosti razvijali številne dejavnosti, ki so na kmetijo prinašale dodaten zaslužek in omogočale preživetje. Društvo Kmečke žena Suha krajina želi ohranjati s to razstavo tradicijo naših dedkov in babic. Krušno peč pa šivanko. Od krušnih peči smo si ohranile veliko nas krušne peči, ker doma kruhe pečemo, ker pri nas v Žužemberku je bilo 5 malj, teče reka Krka in je bilo 5 malj in so kar naprej, smo doma pridelali pšenico,
koruzo, ječmen, ajdo in ljudje so se s tem doma preživljali. Zraven so imeli pa še kakšne dejavnosti. Znali so si doma vsi košare narediti, kusije, bile, da so se domačim prehranjevali. Naše babice so pa vse kruhe pekle. Pletenica se naredi za veliko noč ali pa če je kakšna rodila, da je snaha, mama prinesla v dar, ko je bila novorojenec pri hiši, da je pa imela mamica za zajtrk, zato ker to je bolj bogato od kruha. To je mesleno z jajcem. No, tu je velikonočni venček, pa adventni venčki, kruh je vsakdanjik, krofi, no, drobno pecivo so pa tako in tako veliko delale za pohcet ali pa za, kadar se kaj praznovalo, ne. Tule smo pa delali zdaj, tu je tudi čas nov, ne, tu smo se pa zdaj na kuharskem tečaju učile in potem probamo, kaj se naredi, ne. Moram reči, da sem se v društvu članila predvsem zato, da doma ne utrpnem, to je eno, druženje je zelo pomembno. Drugič zato, da vidim nove stvari, se naučim tudi marsikaj, ker moram priznati, da nisem bila prej in še tudi vedno nisem, ne vem, kakšna spretna kuharica, sploh pa ne pekarica. No in zdaj so mi pa dale, nekdo pač mora tudi kaj kdaj napisati, kaj poizvedeti, dati naprej kakšna sporočila in pač to je zdaj moje delo. Potice, pletenice, poprtniki in velikonočni kolač ter drobno pecivo so dobrote za posebne dogodke, ko so mizo pogrnili s prazničnim prtom. Vezenje motivov v trdo tkano platno terja veliko časa, tudi več mesecev natančnega dela je potrebnega za tak izdelek. Pri marsikateri hiši čez zimo izdelujejo suhorobarske izdelke, nekoliko pa so se spremenili materiali za izdelavo. Tako je lesko v koših večinoma zamenjal bambus, podlage pa niso več iz celega lesa, temveč iz trpežnejših veznih plošč. Pri nas smo pletli že moja mama, moj oče še plete, oče je star 80 let in je izredno priden in prizadeven, ker drugače že, mislim, malo boleken, ampak večina stvari je on splev. Ne pomaga mu jaz dokončati, ker tu robljenje teh košov pa košar je predvsej treba roke uporabljati, njega roke že bolijo, ne, tako da mu obadva delamo, ne, on in jaz. Ne. Pripravlja ta dna material, ne. Tu on vse tu pripravlja, vrte pa te stvari, pol jaz tu pletem. V glavnem ta drobnarijo pletem jaz, ker je pa večje stvari, pa tudi on, ne, pomagam mu pa jaz zarobiti, ne. Tako da oba dva sodelujeva, en z drugim, ne. Glavinec, zlatica, kadulja, marjetica in številne druge v šopku travniškega cvetja, narejenega iz papirja. Koliko časa, če se spomnite, pa ste izdelovali ta šopek travniških cvetlic? Ja, bi rekla lahko kar cel mesec. Kdaj najdete čas za to delo? Največ zvečer po noči, tam do 2 zjutraj, sem zdaj kar 3 mesece skozi. Poleti ne morem, poleti imam druge dela, ne, imam tudi roke, malo bolj, kaj delaš, ko se sorte, ne. Zdaj po zim pa se pa v to. Poleti naredim en cvetek, naprimer, ko grem po travniku in ker mi je všeč, ga tisti cvetek naredim, ga shranim, po zim pa potlej pa delam to. Sodobni način življenja pa je iz Suhe krajine skoraj povsem izrinil nekoč zelo razširjeno kovaško dejavnost. Na Ajdovski planoti v Srednjem Lipovcu se je ohranila le še ena kovaška delavnica. Jaz sem se šel 42 leta učiti za kovača. Tako da sem že zdaj kar 75 let že. In še zmeraj delate v kovačiji? Ne dosti. Ja, spremenilo se je, čisto vse se je spremenilo. Takrat, ko sem jaz začel delati, smo imeli kojno za kovati, vozove smo delali, še take, vse na lesena, ni bilo še nobenih gumorjev.
pečine, takrat je vodo zdela, ki je poletje vroče, ki so bili furmani iz konje vozil, so se tiste kolesa vse razšušile, pa je bilo treba vse kolesa vsako leto, vse presekati, šine pa stisniti, pa spet gor dati. Pa obrabili so se osovine in vse tisto smo mogli popravljati. Konje bo pa treba vsake najmanj na 3 mesece vse konje prekovati. Kovaško obrt, ki je pri hiši že več rodov, nadaljuje sin Branko. Usmeril se je v izdelovanje kmečkega orodja. Da je tole na prvo obrežemo, ne? Poljo obrusimo, ne? Tle tudi za rezo, za rinček naredimo, ne? Poljo upognemo, pol gremo pa na varenje, tamle, da jo varimo, pol pa kaljenje, ne? Koliko časa traja, da je taka motika narejena, koliko ur dela? Ja, če gre samo eno, v pol ure ni narejena, ne? Če greš pa serijsko več, ne, je pa prej, ne. Koliko pa je povpraševanja po tem orodju? Ko je enkrat sezona, takrat je povpraševanje, ne. Dale čez zimo ni nič, dale moramo delati na zalogo, da je nekaj narejenega, ne, takrat, ko pride pa sezona, ki začnejo okopavati, ne, ali pa v vinogradih kopati, pol je pa pridejo boj, ne. Kovaške izdelke prodajajo na domu. Po orodju, izdelanem iz kakovostnega švedskega jekla, veliko povprašujejo tudi ekološki kmetje. Dopolnilne dejavnosti na slovenskih kmetijah niso novost, saj so se od nekdaj ob delu na kmetiji ukvarjali tudi z raznimi obrtmi in predelavo pridelkov. V današnjem času dopolnilne dejavnosti na kmetijah predstavljajo pomemben vir dohodka, prinašajo pa tudi veliko dodatnega dela. Poglejmo primera z območja Pomurja. Zaradi slabih naravnih pogojev in strukturne razdrobljenosti zemljišč je bil za kmečka gospodinjstva v Sloveniji v preteklih desetletjih značilen izrazito visok delež zaposlenosti izven kmetij in posledično s tem visok odstotek dohodka izven kmetijske dejavnosti. Čeprav so si številni kmetijski strokovnjaki prizadevali, da bi na kmetijah uvedli več dopolnilnih dejavnosti, pa v praksi razvoj teh ni zaživel tako, kot bi želeli. Ob povečevanju brezposelnosti, padcu realne vrednosti dohodka tistih, ki službo še imajo, ter ob skromnem dohodku iz kmetijske pridelave postajajo dopolnilne dejavnosti na marsikateri manjši slovenski kmetiji ponovno zanimive. Vedno več kmetij se odloča za dopolnilne dejavnosti, predvsem zaradi tega, ker so to male kmetije in se samo iz kmetijstva ne da preživeti. Tako da jih je lani se registriralo 62 dopolnilnih dejavnosti na novo, predlani 61, tako da jih imamo do sedaj nekje okrog 512 dopolnilnih dejavnosti. S tem, da nekatere kmetije imajo jih več, nekatere samo po eno. S kakšnimi dopolnilnimi dejavnostmi pa se ukvarjajo na tukajšnjih kmetijah? Največ imamo turističnih kmetij, poleg je peka kruha, predelava sadja in zelenjave, nekaj je predelave mesa, v zadnjem času pa vedno več sončnih elektrarn. Mislim, da več ni tako komplicirano, odvisno je tudi od vrste dejavnosti, za katere se odločaš. Če so to predelave, pol je malo več vlaganja, predvsem v prostore in pa tudi mogoče malo več glede ureditve prostorov, pa zakonodaje se upoštevati. Če so pa kakšne storitvene, pa je to kar enostavno. Ponavadi nekako velja pravilo, da znamo v Sloveniji pridelati, tudi sedaj že predelati. Nekoliko več je težav, ko moramo te lastne pridelke prodati. Kako poteka prodaja na teh kmetijah? Prodaja poteka predvsem doma
nekaj se tudi vrši prek kakšnih domačih trgovinic. Predvsem grejo reklama od ust do ust, pa tudi nekaj imajo zloženke kmetije, tako da do sedaj so še vse prodali, tako da so še kar zadovoljni. Povezave med kmetijami so bolj slabe. Mogoče malo se več povezujejo turistične kmetije med sabo, predvsem, da si izmenjujejo svoje mnenja pa težave, pa več si izmenjujejo mnenj. Drugače pa med predelovalnimi kmetijami, mislim, pa je malo bolj slaba povezava. Kako pa je z ekološko pridelavo na tem področju in potem tudi predelavo? Ekološko tu v Prlekiji imajo društvo, ko so malo bolj povezani, drugače v Prekmurju so pa malo slabše povezane, tako da se vsak bolj znajde, kot se ve pa zna. Kmetije sedaj pri registraciji ne rabijo predložiti na upravne enote dokaza, da pač imajo izobrazbo v tej smeri, ki jo rabijo delati. To ne pomeni, da jim ni treba tega znati, ker vseeno morajo za to, kaj delajo, odgovarjati sami. Tako da je znanje še vedno potrebno. Na svetovalni službi jim pomagamo v tej smeri, organiziramo razne tečaje, izobraževanja, pa tudi jim svetujemo, kako pa kaj, kam se obrnete. Kmetija Topolovec v Veržeju spada med manjše slovenske kmetije, saj obdelujejo okoli 6 hektarov kmetijskih površin. Vir za preživetje sta si sedanji gospodar in njegova soproga morala poiskati izven kmetije. Kljub temu pa z ostalimi družinskimi člani zemljo obdelujejo po ekoloških smernicah, pridelke pa z direktno prodajo na kmetiji tudi tržijo. Pridelujemo v glavnem žita, krušna žita, pira je glavno naš pridelek, nekaj je tudi pšenice, rži, ajde. Letos smo posejali tudi malo oljne repice za bio repično olje, pa tudi buče imamo v kolobar vključene. Tak eno tretjino vsako leto pa imamo ozelenjeno z deteljo, predvsem zaradi pač pridobivanja dušika, ki so te rastline možnega vezati pač iz zraka, da lahko pridelujemo žita, ki so bolj zahtevna pozneje. Tudi nekaj koruze imamo vključene v kolobar, vendar malo, okrog 40 arov, predvsem za lastne potrebe za mletje. In vse te poljščine pridelujete na ekološki način? Vse pridelujemo na ekološki način, ker je tak pogoj, da pač ne moreš imeti iste poljščine, ekološke pa konvencionalne. Je bil prehod težek? Prehod je bil sorazmerno težek, mislim, ni bil tak težek, kar se tiče tehnologije, težek je bil predvsem z tega stališča, da ni dohodkov v tem obdobju. Vse poljščine pač, ki so pridelane v tistem prehodnem obdobju, se tretirajo kot konvencionalne. Cena je enaka kot konvencionalne, dušika sintetičnega se ne sme uporabljati, prav tako vseh drugih mineralnih sintetičnih gnojil, pa tudi škropiv. Če greš samo s kmetijstvom iz konvencionale v ekološko, je kar nekaj problemov, predvsem v tem prehodnem obdobju. V zadnjih časih se že malo ta zadeva subvencionira, ker so povečane sredstva na hektar, subvencijska, ekološka. Mislim, da bo zadeva v bodoče malo lažja, vendar za manjše kmetije se da prebroditi to prehodno obdobje. Ni pa pri nas glavni vir kmetijstvo, sva z ženo oba zaposlena. Bilo bi težje, če bi bila brez službe ali pa če bi se ukvarjala samo s kmetijstvom. Kljub temu pa je ekološko kmetovanje nekoliko bolj delovno intenzivno, vseeno ob službi zmorete tudi to. Ja, to je prav zanimivo, kdaj smo mi začeli ekološko, mislim, obdelovati njivske površine, pa to je bilo treba včasih z motiko na njivo.
pa ker pač naši konvencionalni kmetje to bolj z nasmeškom gledajo, pa pravijo vrtičkarji pa takšne zadeve, sva se od začetka vozila z avtom na njivo, ker malo ne je bilo sram z kolesom pa z motiko, ker so se pač posmehovali, ne, z tega v začetku. Zdaj so že zadevo bolj sprejeli, pa tudi vidijo, da je precej bodočnosti v takšne pridelavi, je že razlika med konvencionalom pa. Rekli ste, da je bilo v začetku pač težje te pridelke prodati. Vi ste se že takoj v začetku odločili tudi, da meljete ta žita in ste jih že takrat sami prodajali ali šele kasneje po prehodu? Mi smo pač šli v ekološko kmetovanje z tem namenom, da bi te zadeve predelali vse doma, koliko bi se dalo, vendar smo prej mislili predelovati pri kakšni drugi predelovalci, ali pa smo imeli mogoče vizijo, da bi si naredili društvo našo, ki smo ga ustanovili prav v ta namen, Ekoprlekijo, da bi si naredili skupne kakšne predelovalne obrat, vendar je to težko zalaufati, pa tudi sredstva ni mogoče kot društvo pridobiti, je že potrebno ustanoviti kakšno predelovalno zadrugo, kar pa že spet en aparat, ki je drag. Ne? Tako da sedaj vi to predelujete in tržite sami? Zdaj predelujemo vse svoje, še kakšnemu kolegu včasih kaj predelamo, pa tudi tržimo sami. Ja. V glavnem doma. Do zdaj zalagamo samo eno trgovinico še v Grosupljem, ker prodaja samo domače produkte, nič ne uvaža. Pač mi se čim bolj zavedamo svojega. Ne. Pridelava in predelava pri nas poteka vse na dvorišču. Do konca. Od setve pa do vilic, kako smo rekli, nekde tu bila ena takšna reklama, da pač posejamo svoja žita, svoja semena, ekološka, kaj nimamo, nabavimo, ali pa z dovoljenjem, pač tisto požanjamo, skladiščimo, predelamo in prodamo, v glavnem doma ali pa tudi z dostavo, če so večje količine. Zato ste si morali verjetno pripraviti nek mlin, da lahko ta žita meljete? Ja, jaz sem bolj nezaupljiv človek po naravi že, pa sem vztrajal na tem, da bom pač 100% sledljivosti lahko prodal svoje izdelke. Sem se pač odločil, da bom pač žena kupila mlin in začela doma pridelovati. Sva občasno tudi peljala v Avstrijo mlet, pa sva tam videla eno kmetijo, sva si jo večkrat ogledala, pa kaj podebatirala s tistim gospodom tam, Kordešom v Pliberku. Sicer je to precej daleč. So vzgledne zadeve tu na naši Koroški v bližini za pogledati. Takšne manjše kmetije, ki so preživele globalizacijo evropsko, pa tudi vztrajajo pri tem. Imamo lepe vzglede tam. Imamo nekoliko nižje cene, kot so v trgovinah, ker pač računamo s tem, če bi prodajali v Murski Soboti nekje v trgovini, je tudi treba trgovca plačati, vsakega, ki posreduje. Ne. Tisti, ki pa pride z Murske Sobote k nam na dom, pa kupi, pa vidi, kaj je kupil, lahko vidi cel postopek, kako poteka predelava, kako so žita skladiščena. Pa je pač mu treba dati malo nižjo ceno, ker tudi porabi nekaj časa za to, pa pot ga stane, tako da smo nekoliko nižji, kot so v trgovinah cene. Pa tudi v našem pomorskem prostoru so cene malo nižje, ker je pač kupna moč takšna, kak je. Ne. Mi pač delamo v takšnem obsegu, kak nam omogočajo okoliščine. Ne nameravamo širiti kmetije, ne vem kak, mogoče, če bi se kakšne izredne prilike pokazale, vendar je to težko na to študirati zdaj v teh časih, ker vsi stremijo za povečanjem kmetij. Mi pa bomo pač vztrajali pri tem. Na drugem koncu Pomurja v Tešanovcih pri Moravcih leži kmetija Pasera. Gospodinja Nada je pred leti izgubila službo in tudi Paserovi so se odločili, da bodo dohodek iz kmetijstva oplemenitili z dopolnilno dejavnostjo, vinotočem. Tej prvi so se do danes pridružile še nekatere druge. Naša kmetija se nahaja v Tešanovci na ženinem posestvu.
pravzaprav sem jaz zdaj tu. Naša kmetija obsega vse skupaj 16 hektarjev zemlje. Tu je 10 hektarjev obdelovalne, 5 hektarjev gozdov in dober hektar pa pol vinograda. Z dejavnostmi smo začeli najprej z vinotočem, ker je takrat žena ostala brez službe. Jaz sem bil v Avstriji, no nekaj je za tistim je umrl tudi tast in trebalo je preživeti, pa smo se odločili za dopolnilno dejavnost kot prvo na vinotoču. Potem pozneje smo šli v predelavo mesnin. Začeli smo tudi z oddajem apartmajev in nazadnje, ko se je hčerka poročila, sta se z zetom začela ukvarjati z proizvodnjo čokolade. V bistvu prva dejavnost dopolnilna je bila vinotoč in to se je začelo vse skupaj leta 1997, ko smo pač podedovali kmetijo, smo se odločili, da pač v bližnjem vinogradu odpremo v obstoječi vinske kleti vrata svojim gostom. Tako je bil že vinograd in smo se odločili, da pač poleg vina ponudimo tudi svoje suhomesnate izdelke, ki smo jih že takrat izdelovali. Gostom ponujamo svoja vina iz lastnega vinograda, domače mesnine in pa svoje regionalne potice oziroma pogače. Kakšna vina so to? Vina so izključno bela vina, to so sorte Renski, Laški, Chardonnay, Traminec, Sivi Pinot in pa Sauvignon. Kakšen je bil interes med gosti? Mislim, da smo kar nekaj časa rabili, da je pač šla reklama od ust do ust in tako se nam zdaj že to obrestuje, dosti gostov se nam vrača. Se kriza kaj pozna tudi pri vašem delu? Ja, mislim, da se kriza pozna tudi tu malo, ampak mi smo optimistični. Goste sprejemamo ob koncu tedna, petek, soboto in nedeljo od 14. ure naprej. So pač vrata odprta, predvsem pa delamo na individualnih gostih, ker imamo malo sedežev, pač kakšne večje skupine ob koncu tedna ne sprejemamo. Imate pa tudi apartmaje, smo videli, za turiste. Kakšen je pa obisk turistov, ki pri vas letujejo? No, mi smo se glede apartmajev odločili glede tega, ker smo obnavljali kmetijo in sicer ne stanuje nihče v tej hiši, mi stanujemo 100 metrov naprej. Glede tega smo se pravzaprav potem odločili za apartmaje. Je pa velika konkurenca, ker cene na trgu so zelo nizke. Kje pa izvedo turisti za vas? Največ turistov izve prek ustne propagande. Tu imamo precej iz Moravskih Toplic turistov. Potem pa tudi nekaj reklamnega materiala je tudi na voljo. In jim vi ponujate tudi hrano ali si kuhajo sami? Ponujamo jim lahko, če želijo, in lahko ponujemo naš domači zajtrk. Imate pa, kot smo videli, tudi lično trgovinico. Kako pa je tukaj z obiskom s potrošnjo? So se kupci privadili, pridajo? No, kupci prihajajo novi, tudi stari se radi vračajo, ker mi ne delamo tega masovno. Ta naš program je bolj v obliki darilnega programa. Vso delo opravimo v okviru družine. To je mož, hčerka se nam je pridružila lansko leto in pa zet, ki tudi občasno pomaga nam že pri vseh dejavnostih, bi lahko rekla. Kaj pravzaprav počnete v teh prostorih, kjer se sedaj nahajamo? Tukaj se nahajamo, je v bistvu kuhinja, taka priročena za samo družino in pol naprej prostori so pa tudi za pripravo peke, peciva, kruha in raznih slaščic. Kakšne količine pa spečete recimo?
V bistvu pečemo največ za goste na Vinotoču, ki jim ponudimo direktno na krožniku, nekaj malega je pa tudi za prodajo, če hočejo vzeti s sabo domov. Ker imamo pač registrirane vse te dejavnosti, od predelave mesnin in pa tudi peke kruha in peciva. V 70-ih letih, ko je vse to nastajalo, sta bila sama v bistvu za vse delo na kmetiji, tako da je bilo kar precej, jaz bi temu rekla, tudi garanja. Potem, ko sta se odločila za dopolnilne dejavnosti, je bilo tudi veliko odpovedovanja prostega časa in pa urejanja vseh teh prostorov. Tudi finančno so bili zelo veliki zalogaji. Pri preurejanju teh prostorov je bilo vedno tudi potrebno slediti zakonodaji in potrebno je bilo tudi iskati tržišče oziroma se nekje predstavljati, v bistvu se prodajati. Mogoče je kot prva dejavnost dopolnilna, ko je bila Vinotoč, in pa seveda vse teh mesnine, ki so bile doma narejene, potem vina, žganja, kar se je pač tam prodajalo in je bila seveda največja reklama glih prek Vinotočev in potem je nekje mogoče lažje bilo temu, ampak vseeno je še vedno nekaj ostalo, kar je bilo potrebno prodati in tako je potem prišla tudi ideja na to malo trgovino oziroma na domačije. Je to prednost, da se ta kmetija recimo nahaja v bližini Moravskih Toplic, ki so zelo turistično pač znane in obiskane? Z zdraviliščem so turistične kmetije dobile možnost sodelovanja. To ne moremo povedati, ker so nas tudi povabili zraven in nam predstavili svojo dejavnost v enem okviru srečanja članov turističnih kmetij. Ampak ni še to tako steklo mogoče, kot si želimo v bodoče. Danes vam bom predstavila prikaz prekmurske gibanice in sicer za prekmursko gibanico uporabljamo krhko testo, vlečeno testo in pa potem tudi file, katere so najprej makov nadev, potem skutin, orehov in pa jabolčni nadev. Ti nadevi si sledijo v zaporedju in se pol še enkrat ponavljajo. Poleg nadevov uporabljamo tudi maščobni preliv in pa smetanov preliv. Se pravi, na dnu pekača smo najprej razvaljali krhko testo, pol smo pa dali na krhko testo plast vlečenega testa in ga malo poškropili z maščobnim polivom in prepikali z vilico. Sedaj bomo pa začeli z prvim nadevom in to je makov nadev. Tega bomo uporabili najprej samo polovico, ker ga bomo še v naslednji polovici uporabili za ponovitev. In pa za smetano, v katero smo dali rumenjake in pa sneg iz beljakov. Sedaj pa to pokrijemo z plastjo vlečenega testa. Po zaporedju sledi skuta, katero bomo tudi uporabili samo polovico nadeva.
Sedaj bomo uporabili orehov nadev, kateri vsebuje tudi sladkor in pa vanilij sladkor. Sicer vsi nadevi so že sladkani in pa tudi vanilij sladkor je dodan. Sedaj vzamemo jabolka, tudi tega bomo uporabili polovico. Spodaj smo dali malo drobtin. Zadevi smo prišli do konca, tako da zdaj zaključujemo počasi gibanico. Na vrh sledita dve plasti vlečenega testa. In pa seveda spet polivi. Tako, in zdaj je gibanica pripravljena za peko. Še malo prepikamo. Da se ta maščoba lepše vpije. Prekmurska gibanica je pripravljena za peko. Pečemo lahko v krušni peči ali pa tudi v električni pečici pri 180 stopinj na uro pa pol nekje. Drage gledalke in gledalci, toliko za danes iz mariborskega uredništva oddaje Ljudje in zemlja. Miren zimski popoldan vam želim in vas lepo pozdravljam.